Voda, hrana, pulover, če bo slučajno mrzlo. Ja, in na YouTubeu sem videla, da potrebujem tudi rokavčke. Nekateri so po majskem koledarju namreč povedali, da bo jutri konec sveta, tako da se moram dobro pripraviti. Če bi verjela svarilom, bi bila morda tudi že jaz na poti na goro Buga Hraš v eni izmed francoskih vasic. Na stotine obiskovalcev verjame, da v sebi skriva vesoljsko ladjo, ki jih bo odpeljala na varno. Ker pa je do tja kar daleč, sem prosila našega Jana, naj najprej preveri, ali bo jutri res konec sveta, ali so Maje le napačno razumeli. Maji so ljudstvo, ki živi v Južni Mehiki in Severni Srednji Ameriki. Maji niso izumrli, saj jih je še vsaj toliko kot Slovencev 2 milijona. Izumrla pa je starodavna majevska civilizacija, sprva na polotoku Jukatan in sicer približno 800 našega štetja. Razlogi za izumrtje civilizacije so različni. Nekateri pravijo, da se je takrat spremenilo podnebje, drugi, da je kriva kolonizacija, ko so Španci pobili 15 000 Majev. Starodavni Maji so bili odlični matematiki, astronomi, znali so napovedati sončne in lunine mrke. Čas naj bi bil po njihovem krožen, vsak konec je hkrati začetek novega obdobja. Oni so marsikaj prerokovali, pričakovali, ampak ničesar v zvezi s tem letošnjim datumom. Maji so verjeli, da je bilo predtem nekaj več drugih obdobij, ni pa podatkov, da bi za sedanje obdobje predvidevali katastrofalni konec. Njihovi datumi grejo naprej. Se pravi, čas štejejo preprosto naprej, ne da bi se tu karkoli ustavilo, ne da bi začeli ponovno z nič, tako kot so v prejšnjem začetku. Tako kot strokovnjaki za Maje se tudi astronomi strinjajo, da jutri ne bo konec sveta in da se bo Zemlja še naprej vrtela v isto smer.